Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem delu oddaje 7. Za vas smo pripravili prispevek o spremembi in dopolnitvi dveh zakonov, o uveljavljanju pravic do javnih sredstev in državnih socialnih pomočeh, predstavili vam bomo tudi tako imenovano Evropsko trojko. V kratke novice smo vključili nekaj domačih in mednarodnih vesti ter rubriko Nasveti. Ostanite z nami. Vlada je sprejela spremembe in dopolnitve zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in zakona o socialno-varstvenih prejemkih. Uvedene spremembe naj bi pozitivno vplivale na socialno stanje družin in posameznikov, predvsem iz socialno ranljivih skupin. Ena izmed ključnih izboljšav, ki jo prinaša zakonodaja, je, da se bodo pri dodeljevanju otroškega dodatka, subvencije vrtca in državne štipendije odslej upoštevali prihodki tekočega leta in ne več preteklega leta. Če je družina lansko leto imela še zaposlitev, letos so pa na denarni socialni pomoči, v takem primeru bomo vzeli samo njihove tekoče dohodke, tiste, s katerimi družina dejansko sedaj razpolaga, ne pa dohodke, s katerimi je razpolagala v preteklem letu. Med novosti sodi tudi to, da tisti, ki bodo denarno socialno pomoč prejemali krajši čas, to je 12 mesecev ali manj, jim ne bo treba vračati prejetih sredstev. Sicer smo želeli tiste kratkotrajne prejemnike denarne socialne pomoči, ki izstopijo na primer iz trga dela in si prizadevajo čim prej vstopiti na trg dela, tako beneficirati, da do 12 mesecev prejeta pomoč se sploh ne bo uveljavljala. Če pa bo kdo imel dalj časa, pa bo država uveljavljala samo 2/3 prejete pomoči, ne pa celote. Po obstoječem zakonu je oseba s prihranki na bančnem računu izgubila pravico do državne socialne pomoči. Zakon po novem ne bo več kaznoval osebnega varčevanja. Tako da lahko sedaj samska oseba ima 1500 evrov, družina pa 2500 evrov. Tudi pri varstvenem dodatku se ta meja povečuje in sicer sedaj na 3500 evrov. Zakon prav tako predvideva, da se med dohodke ne bo več štelo premične ali nepremične lastnine ali solastnine, ki posameznika pravno ovira pri koriščenju ali prodaji. Vendar, če želi prejemnik ohraniti pravico do socialnih transferjev, se mora v obdobju 2 let tega imetja znebiti. Po zakonski spremembi se pri določanju dohodkovnega razreda pri družinah z več otroki del otroškega dodatka ne bo več štel kot lastni dohodek. Posledično bo družina upravičena do višje subvencije za vrtec. Zakon ponovno uvaja tudi državne štipendije za mladoletne dijake. Da pa se pravice ne bi kopičile, pa zato sedaj ne bodo pridobivali višjega otroškega dodatka, pač pa bodo starši za mladoletne dijake upravičeni do polovičnega zneska oziroma do otroškega dodatka in do polovičnega zneska državne štipendije, kakršne pripada polnoletnim dijakom. Manj zahtevne zakonske spremembe bodo začele veljati januarja prihodnje leto, druge, ki zahtevajo vzpostavitev informacijskega sistema, pa septembra 2014. Vlada je prepričana, da bo s spremembami socialne zakonodaje znižala odstotek ljudi, ki živijo na pragu tveganja revščine, saj jih je že 19,6 odstotkov.
Nadaljujemo s prispevkom o trojki, ki se jo v zadnjem času vse pogosteje omenja tudi v povezavi z našo državo. Kaj je pravzaprav delo trojke in zakaj se njenega prihoda tako bojimo? Trojka je odbor, ki ga sestavljajo Evropska komisija, Evropska centralna banka in Mednarodni denarni sklad. Evropska centralna banka ni običajna banka z bančnimi avtomati in poslovalnicami. Evropska centralna banka spremlja, kaj se dogaja s skupno evropsko valuto, evrom, in preverja ostale banke v Evropski uniji. Drugi član trojke je Mednarodni denarni sklad. Ta spodbuja mednarodno denarno sodelovanje ter občasno kakšni državi posodi denar. Tretja pa je Evropska komisija, ki zastopa vse države v Evropski uniji. Te tri ustanove pomagajo državam, ki se znajdejo v finančnih težavah. Trojka je pomagala Grčiji, Irski, Portugalski in pred kratkim tudi Cipru. Ko se država znajde v težavah, gredo trije strokovnjaki iz vsake od teh ustanov v to državo in ji v zameno za denarno pomoč predpišejo ukrepe, ki jih mora država v določenem času izvesti. Trojka svojega prihoda v Slovenijo še ni napovedala. Svoje finančne težave bomo najprej poskusili rešiti sami. Prihod trojke je skrajni ukrep. Če ne bomo uspeli svojih težav rešiti sami, bomo morali zaprositi za pomoč Evropsko unijo. Takrat bo začela posredovati trojka. Ker ukrepi trojke ponavadi pomenijo tudi množična odpuščanja delavcev v javni upravi, želimo svoje težave rešiti sami. Zato je vlada Alenke Bratušek nedavno sprejela vrsto ukrepov, med katerimi so privatizacija podjetij v državni lasti, tudi bank. To pomeni, da lastnik podjetij ne bi bila več država, ampak več posameznih lastnikov. S tem, ko bi država prodala podjetja, bi zaslužila denar. Velja pa tudi prepričanje, da podjetja v zasebni lasti poslujejo bolj učinkovito. Varčevanje pri porabi proračunskega denarja z zmanjševanjem števila zaposlenih v javnem sektorju in nižanjem njihovih plač. Vpis zlatega fiskalnega pravila v ustavo, s čimer bi v prihodnosti prepovedali prekomerno zadolževanje. Najpomembnejša sprememba pa je dvig stopnje DDV-ja, ki je začela veljati z julijem. Država bo s tem v proračunsko blagajno dobila dodatna sredstva. Kljub vsem ukrepom za izhod iz krize, pa so govorice o potrebi po finančnem posojilu in prihodu trojke vse glasnejše. Vendar pa v tem trenutku to še ni potrjeno. Odbor Evropske športne zveze gluhih, ETSO, se je 23. in 24. oktobra v nemškem mestu Esnu sestal na seminarju. V odboru ETSO je bilo 17 tehničnih delegatov in 7 članov odbora. Na seminarju so si izmenjali izkušnje in razpravljali o različnih vprašanjih. Cilj ETSO je predvsem izboljšanje odnosov z ostalimi evropskimi športnimi zvezami. Na seminarju so tudi oblikovali novo športno komisijo, ki jo sestavlja 5 tehničnih delegatov.
Športna komisija bo sestavila nov priročnik, popravila že obstoječe tehnične pravilnike in ostala vprašanja. V Društvu gluhih in naglušnih Koroške so organizirali predavanje o ustni higieni, ki je bilo v četrtek 24. oktobra. Predavanje je vodila profesorica zdravstvene vzgoje, gospa Tanja Giuliati. Članom je pokazala izdelke za ustno higieno in prikazala njihovo uporabo. Lani se je v ameriški zvezni državi Washingtonu odprla trgovina s hrano za gluhe. V trgovini Union Market so zaposleni prodajalci, ki obvladajo ameriški znakovni jezik, in gluhi prodajalci. Trgovina ponuja prav lažjo komunikacijo za gluhe nakupovalce, hkrati pa študentom ponuja tudi priložnost za delovna mesta. V nedeljo, 27. oktobra, je potekal Ljubljanski maraton. Teka na 10 km so se udeležile tudi 4 gluhe tekačice: Petra Šiler, Meta Benčina, Aleksandra Prelas in Tanja Potočnik-Henigsman. Teka na 24 km pa se je udeležil samo en gluh tekač, Janez Rotar. Iskreno jim čestitamo, da so uspešno pritekli do cilja. V 10. oddaji 7 smo o izboru kandidatov za reprezentanco v bowlingu navedli napačen datum roka za prijave. Kandidati se lahko s predloženimi rezultati praviloma prijavijo do 29. novembra. Zdaj pa so na vrsti nasveti. Pri bronhitisu pomaga ta napitek. Prepražimo 2 žlički sladkorja, da se raztopi in karamelizira, potem ga prelijemo s pol litra mleka. Ko zavre, dodamo ščepec žajblja. Pustimo stati 10 minut, nato napitek precedimo in ga pijemo 3-krat na dan. Hvala za pozornost in ponovno vabljeni v našo družbo v petek. Do takrat pa lep pozdrav.